so nas zjutraj zbudili z eno dobro novico. Pride danes tam Rivc, inšpektor, ki bo pregledal jadrnico, premeril pa vse, kar rab zvedeti. Kar pomeni, da bo čez 6 do 7 dni potem šla čez prekop, kot nekje traja, se pravi. Super, in se je začelo premikati. Jaz sem že tle nastavil tudi bokobrane, kjer ga bodo spustili ven. Ni nama treba v marino, bodo prišli sem na sidro, tako da super za naju, ker drugače bi mogla še za marino dati $50. Natalija malo cunje še pere, nama še malo deževence ostalo, tako da sva stranila. Mi grejo pa tle na sosedno jadrnico, je en s tole 30-fitno jadrnico in ima mačka gor, je šel z našim Valterjem čez kanal včeraj, tudi je maček sam gor, pa mu greva malo pogledati, kako je, pa da mu dava svežo vodo. Bo Natalija to poštimala. Bamba, mislim, da je bamba? Ne, buba. Ne, bamba. Ne. S tole jadrnice preplul iz Afrike direktno v Panamo, zdaj bo šel pa nazaj v Evropo. Imaš? Okay. Ja, tam le gleda ven. Evo muca. Tu je ta muca. Bamba. Tu je pa jadrnica. Evo. Mečke nampak. Kaj muci? Kje imaš za vodo? Le vodo ima tam le. Lahko daš po moje tle, kam je to pepelnik? Za pepelnik. Misliva, da tale prihaja do naju, zdaj ali pa do sosedov, se pravi, da bo zdaj danes na vrsti za meritev. Super. Hey, suave, te voy a decir la verdad. Ven. Te la prendiste, negro. Yo la da. Aquí no hay pinta porque yo no soy modelo. Meritve potekajo. What is the land? The land? $11.99. Jutek prihaja najin dan, ko bo šla čez kanal. Glede na to, da tle v Shelter Bay vse računajo, če priješ z gumenjakom $12, zdaj hočeš še, če odpeljem z svojim gumenjakom, se pravi vrvi pa bokobrane, da pride še dodatnih $25. Tako da smo zdaj, evo, to so vrvi, sem jih kar naložil, pa sem šel ven, Natalija je ostala v marini noter. Zdaj pa tle na sosedno jadrnico, ki gre čez ene pol ure ven, smo dali njim na krov bokobrane, tako da so za njih, pa jih bom jaz tukaj od zunaj počakal, pa mi jih bodo potem zmetali v gumenjak. Tako da bo pač parala teh 12 pa $25. Cristobal here is selling Timmy. Hello. Hello. Well, guys, the ropes are ready? Yeah. Ready. Mi smo se odpravili, ampak čakamo še ta Navi Bulgar, ker bo šel pred nami. And just keep the message line in your hands. Because those guys are gonna walk. When we're about to stop, I would say release the line, you throw the line in the water, and those guys are gonna start picking up in the water. Okay. When you see that they put the line in the bola, you just put it very tight and secure. As fast as you can. Make firm and put it back. Okay. Some people do this, but never try to pull if the rope is not touching the cliff. It's very hard. Sometimes the wind of the current is gonna burn your hand something. Okay. So you put one and then you
try to pull, put it very tight, and make a neck firm and secure it. Okay. That's it. Počasi napredujemo. Tale tovorna bo šla pred nami. Check the machines and the navigation. Okay. Make sure that we don't burn anything when we are down. We are out there the boat. Približujemo se mostu obeh Amerik, oziroma Puente de las Americas. How is it, guys? Really nice. We will cross soon. Capitan. To so naši štriki. Gremo pa sami čez kanal, tako da ponavadi ne grejo sami, tokrat imamo to srečo ali pa kakorkoli. Zdaj imamo več manevrskega prostora, pa lažje, ker v bistvu vlečemo, če se navezam še na več plovil, je to še dodatna, če me reč, teža ali pa kakorkoli, tako da mogoče bo malo lažje zdaj, ko smo sami. Zdaj plujemo, smo pripravljeni s bokobrani, fenderji, linesi, zdaj pa samo še. Gremo pa skupaj z tisto ladjo pred nami, tako da bo ladja pred nami, mi za njo sami. 1 uro pa pol nekje bo trajalo prve te zapornice. Potem pa še približno 20 minut do boje v jezeru, kjer se vežemo na bojo in tam prenočimo. Zjutraj pride nazaj advisor, sicer ne ve, če ta isti, mogoče drug. In potem nadaljujemo naprej po jezeru proti Pacifiku. Zdaj pripravljajo vrvi. To je zdaj pač ta konec. Oni vržejo za utežijo manjšo vrv, daš tukaj čez, narediš pašnjak, podobno izgleda kot tukaj, potem pa samo oni vlečejo. Zdaj tukaj je ta pripravljen že čez, da potem pa samo spuščajo. Ta advisor nam je povedal zdaj, ki je šla tista velika ladja prele MSC, da take ladje plačajo tudi do 1 milijona. Zdaj čakamo, ker smo malo prehitri. Imamo že kar nekaj časa v prostem teku in gremo po GPS-u 1,7 vozla, tako da je treba že malo bremzati. La dos líneas adelante, por favor. Buena, buena. Watch your head. Luego, tira adelante. Luego, tira adelante, dame. Losing the line, sometimes they stop. Vrvi so nam vrnili, mi smo jih takole le privezali, zdaj jih bodo potegnili gor, potem pa imamo mi v kontrolah timija in ga bomo spuščali, vlekali, kar bo treba pač. Vsake toliko časa so kakšne turbulence že, tok je močan, tako da jaz moram pa to regulirati s krmilom in pa z gasom. For us is everything this historical. Evo, vrata se zapirajo, 2 metra so debela, 20 metrov široka. Še malo in se bodo zaprla, potem pa bodo vodo začeli pumpati, črpati.
Bomo pa naredili, dvignili se bomo v teh 3 stopnjah zapornicah za 26 metrov. No, to 26. S tole ladjo si delimo te zapornice, tako da glede na to, koliko oni plačajo, bi lahko še za nas. Ja. Okay, secure, hold. I'm like you, like advisor. Elevator. Tale fant je potapljač, dela tukaj na drugih zapornicah, ki še gradijo. Zdaj to mu je drugi crossing, oziroma kaj je čez. Pa tam od spredaj je tudi že eden šel, tako da pa imamo izkušena recimo. Ja, tukaj. No, tukaj se lepo vidi turbulence. Mi seveda tle vidimo veliko hujš pa tako, ne, ampak malo me je zamenjal. naporno. Smo se že skoraj dvignili. Gre kar hitro, še občutiš, ne? Zdaj smo se že toliko dvignili, da nazaj vidimo most tudi. Tako da mislim, da zdaj to bo že skoraj maksimum. Pred nami se bodo odprle zapornice. Ta ladja bo odplula naprej, mi pa za njo. Moramo paziti, da nas počez ne postavimo se. Ampak glede na to, da smo sami, imamo več manevrskega prostora, tudi če malo cikcakamo, ni težava. Če gre pa trije katamarani skupaj, je pa si pa že blizu stene. Tako da je malo teže, tako da imamo kar malo srečo, ker smo sami. Pa ladja se že premika naprej, kmalu se bomo tudi mi in gremo na naslednjo stopnjo, srednjo. Advisor pravi, da se vsake zapornice dvignemo 3x po 9 metrov. Zdaj pa že vidimo tukaj, da je iz ne vem koliko je bilo, 14 metrov nekaj tazga globine, je zdaj zraslo že skoraj na 22, tako da ta globina se kar viša. Se pravi, dvignili se bomo za 26 metrov nekje približno. Takrat imam na 1500 obratih, se premikamo. V bistvu tukaj se vidi malo, koliko je globoka. Moram poslušati advisorje. Spusti vodo. Tako. No, tokrat pa štartamo z 13 metri globine, da vidimo, če se bomo res dvignili za 9. Evo, zdaj vidite, kako hitro prihaja noter voda. Kar vre. Se pa res hitro dvigujemo. Po prve gate smo se zelo počasno, kot zdajle. Ko boš videla, da... Zdaj. Tako. Kak še? Ok. Še, vleč. Kak še? Če mi jaz malo? Dač? Kak dač? Vleč? Ne. Čak? Čak? Ne, tak še. Zdaj, kak je tako hitro, treba tudi kar hitro tele štrike povleč.
Ja, posebna izkušnja, zanimivost, ali res. Tazga ne doživiš vsak dan, posebno ne v Sloveniji. Na Nizozemskem še po rekah deluje nekje na podoben način, ne. Sem, da je pač veliko manjše, pa tako da je kar zanimivo. Je naporno? Kar Čisto ja. mokra. Ja. Naporno delo. Če sem si prav zapomnil, smo štartali na 13 metrih, zdaj smo že na 19 višine, tako da se dvigujemo. So se tukaj na vratih vidi, skoraj gor do belega roba je voda, mislim ne skoraj, kar do belega roba. Ne vem, koliko se pač zdaj vidi, ne, ampak zdaj smo se pa dvignili zato, ker je tale Timi jambar v bistvu visok, ne. Da smo tam nekje 18 metrov se dvignili, tako da vidim skozi nazaj dol. Sicer se na posnetku ne vidi toliko verjetno, ker je že tema, ampak smo visoko, pa še više gremo. Na drugi strani, drugače v Panama City, pa nas čaka 5 metrov plime pa vseke. Natalija še pripravlja večerjo že vmes. Tako, še zadnje zapornice damo čez in smo končali. Tako, mi smo naredili še tretji del, zadnji del. Imamo še ene 30 centi, da se dvignemo, to je vse. Tako da zaključujemo za danes. Kot zadaj se vidi daleč nazaj most, ki je zdaj že v isti višini kot smo mi, in končujemo počasi. Zdaj pa samo še na 20 minut imamo do boje za plut in smo končali zadevo. So pa vlakci, ki so vlekli ladjo. Mi smo štartali danes, tole je ladja, s katero bomo šli, ta modra, z njo čez prekop, tako da velika ladja. Takole se vozimo po Gatunskem jezeru, za najin motor je to prvič po moje, ali pa zelo redko, da gre po sladki vodi pluje, za motor je pa to dobro najin. This with lots of greenery and the mangrove. Gledam, če sem videl kakšnega krokodila, ampak ga ni. Imamo kar nekaj ur plovbe po temle jezeru. To je bil čas vse gozd, potem pa so naredili to jezero, tako da je pod voda kar veliko teh dreves baje tudi. Sem tukaj, ko mi plujemo, ni težav. Že kakšne pol ure čakamo, gremo sem pod z minimalno hitrostjo, to gre se premikamo, ker čakamo tole ladjo pred nami, ker prevažajo ful unetljive, nevarne snovi in ne smemo biti blizu noben. Na Smedini, to je tukaj v kanalu ta del, in moramo pri tele boji počakati, ne smemo naprej, dokler ne grejo mimo. Zgleda, da peljejo bombo, glih tako zgleda. Sem da ne rab zdaj početi. Če tole poč, smo lahko daleč ali pa blizu, vseeno po moje. To je to, ki smo čakali, zdaj pa gas naprej. I did a course here. Yeah. No.
tako turiste vozijo, lovijo tukaj, samo lovijo lahko izven območij teh rdečih boj. Zdaj gremo pa mimo Potniške. Potniške imajo pa zastonj prehod. Te večje, ki smo pa zdaj spremljali, rekel pa tudi do milijona plačajo. Drugače nas je pa ujela zdaj tista, ki je bila na sidru, s tole gremo čez, tako da imamo kar malo skozi. Pred nami je ena, ki jo moramo čakati, zato gremo bolj počas. Za nami je pa ta, ki gremo z njo, ki moramo istočasno tja priti, samo ona je veliko hitrejša, tako da ne vem, kako bomo to ujeli. Zdaj, ker mi smo tam 6 vozlov, več niti ne gre, ker smo zelo težki, pa ne morem zdaj terati motor, ne vem kako, tako da 6,5 se pelemo nekje. To je ladja, s katero gremo, drugače smo pa glih kar videli tale na obali krokodila, ampak nisem uspel hitro GoPro dobiti, sem pa s fotoaparatom ene 2 slike uspel narediti, tako da, no, vsaj enega smo videli zdaj, ki se sonči. Približuje se nam Sirius Leader. Je hitrejši, ampak nas bo mogel počakati. Oziroma ga bomo dohiteli, ker tam pridejo še 2 pilota. Mislim, da pride na njegovo velikost 2. Mi plujemo proti kanalu naprej, imamo še 6 milj pa pol do novih zaporenc. Tole je pa ladja, s katero gremo skupaj čez zaporence. Prav, Timi pa tale ladja. Ta ladja nos na sebi ima do 10.000 avtomobilov. Prav, prevaža avtomobile. Za njo je pa vlačilc, ki pomaga v vinki, ki pomaga obračati. I know. The Panamanian captain was in charge of everything, and he was doing back operation. You don't want to be liable. Yes. It's too fast for us. It's really big, huh? There is another bridge, like on the other side. Še en krokodil tam vmes, zdaj ne vem, bom pa približal, če se bo kaj videlo na posnetku. Malo prepozno sem ga videl. Se pravi, da se kar sončijo danes tukaj. Zdaj smo pa zopet mi hitrejši od njega, ker je upočasnil, tako da zdaj ga pa prehitevamo in pa podez. Vstopamo v zadnje zaporence, zdaj bomo pa mi prvi, za nami pa ta velika ladja, ki zdaj pripravljajo tam od zadaj, 3 vlačilci, tem gremo skupaj čez. Peter, you have to stand back here. All right, well, one we Okay, stop. Se potegnili te močnejše vrvi, bomo ustavili jadrnico in počakali, da pride še za nami ladja. Tako, mi smo na mestu,
Pa počakamo še ladjo za nami, ki prihaja tista le gora, velika modra. Potem pa mislim, da nadaljujemo v dolino tokrat, končno v Pacifik, prvič v Pacifiku s to jadrnico. Upam, da se bo ustavila, če se ne bo, nas bo zmlelo. Evo, to so pa vlakci, ki vlečejo ladjo. Ja. Just a little more. Zdaj gremo dol, se že spuščamo. Hold it. No Harley. Na teh luknjah se vidi, kako se spuščamo, ki se večajo. 8 minut traja, se bomo spustili za 9 metrov. Ja, ladja je že pol noter v kanalu, še malo. Zdaj pred sabo vidimo samo še vrata, nič več naprej proti morju. Zdaj pa že vidimo čez naprej, se vrata odpirajo. Ja. Prve zapornice smo dali čez, zdaj gremo pa naprej na druge. Takole pa fanta popuščata, ko gremo dol, tako da postopoma takole da spustiš. Še malo pa se bodo odprla vrata v Pacifik, Tihi ocean. Odpirajo se vrata v Pacifik. Not yet. Almost. Gremo na Pacifik. Full ahead, Peter. How do you feel, guys? We are on Pacific. Yeah, Woohoo! I envy you. Yeah. I want to be after also. V zadnji se že vidijo visoke zgradbe, to je Panama City. Tako zapluli smo v Pacifik, občutki so isti kot na Atlantiku, ni razlike, voda je voda očitno. Edino tukaj bo zdaj treba paziti pri sidranju, 5 metrov plime pa vsekajo.
imeli, pa sva končala za danes. Zdaj sem že odplujeva do novega sidrišča. Natalija je malo utrujena, danes sem mogla cel dan delati, kuhati. Tako da so pa valovi potem od take ladje. Zdaj te smo odložila, vsi, ki so nam pomagala, advisor je šel tu dol, tako da zdaj sva same dva. Zdaj moram pa malo zadihati, jutri pa naprej. Upam, da niso tole pirati, da nas ne bodo zdaj še oropali. Neka mrtvaška glava je. Black, kaj pišem? Black Magic.